Pozdravljeni! V sezoni 2020 bomo budno spremljali, ali sta Charles Leclerc in Sebastian Vettel zgladila medsebojne spore, kako se bo obnašala skuderija Ferrari in ali bomo podobno videli epizode, kateri se jih, iskreno povedano, nihče izmed nas ne želi videti. A pustimo, to je prihodnost. Ukvarjamo se sedaj malce s preteklostjo. Kako so se odvile zgodbe v skuderiji Ferrari, ko medosebni odnosi med voznikoma in tudi skuderijo niso bili na najboljši ravni. Videli bomo, da tako Enzo Ferrari kot njegovi nasledniki prav v tem, kako so delali z svojimi vozniki, niso bili najboljši. Prvi primer leta 1962, leto velikega odhoda. Namreč takrat se je zgodilo to, da je žena Enza Ferrarija vsakodnevno hodila v tovarno, ukazovala in mnogim vodstvenim delavcem to ni bilo po godu. Pritožili so se Enzo in bili odpuščeni. Ne govorim o komarkoli, govorim o kalibrih, kot so bili Tavoni, Kiti, Bizzarini, glava skuderije Ferrari. In poleg sebe so povlekli v novo pustolovščino tudi dva glavna voznika. Phila Hilla, tistega, ki je bil svetovni prvak s Ferrarijem leta 1961, in Giancarla Baghettija, tistega, ki je zmagal sploh na svoji prvi dirki v Formuli 1. Seveda s Ferrarijem. Ustanovili so ekipo ATS. Avtomobili Turismo je sport. Poizkušali so se v svetovnem prvenstvu leta 1963 z bolj klavrnim uspehom. A v skuderiji Ferrari je nastala praznina. Prišel je Mauro Forghieri in John Surtees. Surtees je leta 1964 postal svetovni prvak s Ferrarijem, a leta 1966 se je nekaj zalomilo. Namreč v ekipah za dirko 24 ur Le Mana in njegovo mesto zasedel Ludovico Scarfiotti, izjemno dober voznik, talentiran, a v družinski vezi z Giannijem Agnellijem. In John Surtees je to zameril, sredi sezone je zapustil ekipo. In prav tako je sredi sezone zapustil ekipo Niki Lauda. Njegova trenja z Enzom Ferrarijem so bila dolga. Namreč, ko je imel tisto nesrečo na Nürburgringu in se je hotel čim prej vrniti, je odkril, da za veliko nagrado Italije je Enzo Ferrari ga praktično zamenjal s Carlosom Reutemannom. Tako se je potrudil, da je bil Enzo prisiljen na tisti dirki vpisati 3 bolide. In seveda, nikoli mu ni Enzo Ferrari oprostil tega, da ga je bilo na veliki nagradi Japonske, še zmeraj 76. leta, strah in da je odstopil. Leta 1977 je Niki Lauda postal svetovni prvak. In ko je matematično bil prvak, je lepo povedal Enzo Ferrariju, da odhaja v Brabham. 2 dirki na koncu ni odpeljal in Enzo Ferrari je ostal zelo slabo. A mislite, da je bilo to dovolj kot primer slabih odnosov v skuderiji Ferrari? Še zdaleč ne. Leta 1990 Nigel Mansell je bil ljubljenec publike skuderije Ferrari, ljubljenec tifozov, a na veliki nagradi Velike Britanije se je zgodila dramatična poteza. Čez noč so njemu in Alenu Prostu zamenjali šasije, brez da bi to Nigelu povedali. Prost je hotel imeti njegovo šasijo in jo je dobil. Mansell je postal tako jezen, da je naslednje jutro dobil pole position. Bil je približno malce manj kot sekundo hitrejši od Prosta. Na dirki, na svoji domači dirki, so prišli ven moštveni ukazi, da mora Prosta spustiti naprej. Mansell je imel težave z menjalnikom, dirko je zmagal Prost, a kar je bilo bolj dramatično je to, da je takoj po dirki primil svoje rokavice, jih zalučal med publiko in rekel, da bo končal z dirkami Formule 1 konec leta 1990. Seveda, na to je dobil ponudbo od Williamsa in si premislil, a vseeno to nam kaže na nivo osebnih odnosov v skuderiji Ferrari v tisti sezoni. In seveda vsi poznamo zgodbo iz naslednjega leta, leta 1991. Alain Prost, tisti, ki je praktično zakuhal prejšnjo situacijo, je bil izjemno frustriran. In v intervjuju je povedal, da se njegov Ferrari pelje kot tovornjak. In seveda bil je odpuščen pred
koncem sezone. Zadnje dirke ni odpeljal. Podobno kot v letu 1992 Ivan Capelli, kateri je bil prvi Italijan po Michelu Arboretu, kateri je imel celoletno pogodbo v Scuderiji. In seveda, bolid leta 1992 je bil daleč od idealnega, a Ivana Capellija so obsodili tega, da ni imel rezultatov in da ni imel motivacije. Razumel bi, če bi bil bolid na nivoju, a še zdaleč od tega, da bi bil. In seveda, zgodbe s Kimijem Raikkonenom se vsi dobro spomnimo. Kljub temu, da je imel veljavno pogodbo, leta 2010 mu povejo: hvala lepa, ne rabimo te več, prihaja Fernando Alonso. In seveda plačali so mu $20 milijonov za to, da ni vozil Formule 1, kar je na medčloveških odnosih po mojem izjemno nizka točka. Še zmeraj sem začuden, kako da se je Kimi Raikkonen pozneje vrnil v Ferrari, a sam dobro ve zakaj. In čeprav so s to, bom rekel, izjemno čudno potezo naredili mesto Fernando Alonso, in je ta vrnil v bistvu milo za drago. Leta 2014 je bil tudi on razočaran in frustriran, in ko so ga vprašali, kaj si želi za rojstni dan, je iskreno povedal: drugi bolid. In seveda v naslednjem letu je začel tisto svojo epopejo v McLarenu s pogonskim sklopom Honda, kljub temu, da je imel še zmeraj dvoletno pogodbo s Ferrarijem v žepu, a so dobili skupen jezik, da so pogodbo razdrli. No, to je bilo nekaj primerov, kaj se je dogajalo v Scuderiji Ferrari, ko pravzaprav ti medosebni odnosi so bili na izjemno nizkem nivoju. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.